Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Presejalni program SVIT, to je program, s katerim odkrivajo raka debelega črevesa in danke, predvsem zgodnje oblike, kar je tako zelo pomembno, je zares uspešen. Praktično teče 5. krog, to se pravi 10. leto, če pa k temu prištejemo še pilotski program, pomeni, da je sedaj že 10 let. Lepa okrogla obletnica, s katero se da že dokazati, da program SVIT resnično rešuje življenja. Resnično dviga kakovost življenja, kajti ko se raka debelega črevesa in danke odkrije zelo zgodaj, oziroma ko se odkrije celo tiste spremembe, ki še niso rakave, pomeni, da bo tak človek zagotovo bistveno bolj kakovostno in bistveno dalj živel. No, to je statistika. Včasih smo se primerjali z drugimi državami, ki so bile bolj napredne, ki so že imele določene rezultate. Zdaj pa Slovenija dejansko že stopa po tej poti. Po poti uspeha. Ampak ena slaba stvar pa je. Še vedno skoraj 40% ljudi v povprečju hodi po Sloveniji, tistih ljudi, ki se ne odzivajo na program SVIT, ki se ne vključijo in kar nekaj med njimi ima v sebi tiktakajočo uro, ki se lahko sproži kadarkoli. Zato naj bo tu na začetku novega leta, ko vstopamo in z mnogimi obljubami, ko si jih želimo in tudi posejemo to leto, v katerega vstopamo, naj bo ena izmed njih tudi ta, za vse tiste, ki smo starejši od 50 let. Odzovimo se v program SVIT. Z nami v studiu je primarij Milan Stefanovič, doktor medicine, specialist, internist, gastroenterolog, ki je tudi strokovni direktor diagnostičnega centra Bled. Pozdravljeni, doktor Stefanovič. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Glejte, kar dolg uvod sem naredila. Želela sem strniti pravzaprav vse tisto, kar je dobrega, pa tudi nekaj tistega, kar ni dobrega. Kje bi se mi vi tu pridružili kot strokovnjak, ki sodeluje v programu SVIT? No, jaz lahko potrdim, da je program SVIT, to je program za zgodnje ugotavljanje in tudi preprečevanje raka na debelem črevesu in danki, zelo uspešen. Tiste cilje, ki smo si jih v začetku zastavili, mislim, da smo dosegli in tudi presegli. Se pravi, prihranili smo zadeve, kot so smrt, kot so bolezni, kot so nepotrebno zdravljenje. Seveda, želeli bi si, da bi ta program bil še bolj uspešen in tudi mislim, da je tudi to namen te naše današnje oddaje. Ja, in recimo, zdi se mi tako, namreč dolgo časa se že ukvarjam pravzaprav s programom SVIT, tako zasebno bi rekla, kot tudi službeno, in nekako imam občutek, da se ljudje predvsem bojijo kolonoskopije. Jaz mislim, da kolonoskopija seveda vzbuja nek strah, ampak da je ta strah večinoma neupravičen. Čeprav lahko rečemo, da je to nek invazivni poseg, da si s tem posegom pač posegamo v telo posameznika in da nedvomno to ni neka prijetna zadeva, lahko rečemo prej neprijetna, vendar ta strah, da bi to bil boleči poseg, da bomo ugotovili nekatere zadeve, kot so neozdravljiva bolezen, je večinoma neupravičen. Se pravi, današnjo tehnologijo, z današnjim znanjem naših endoskopistov smo dosegli, da kolonoskopija je neka znosna preiskava, da je neboleča preiskava in da je ta strah neupravičen. To se pač širi med ljudmi, ne? Ampak recimo tisti, ki pa so bili vključeni v program SVIT in ki dejansko povedo, ki so upravili kolonoskopijo, zdaj jih je mnogo več, pa najbrž res lahko potrdijo vaše besede. Jaz mislim, da seveda lahko potrdijo. Namreč vedno je nek določen odstotek, ko so kolonoskopije mogoče težavne, lahko tudi boleče, vendar danes v programu SVIT vsem pacientom že omogočimo tudi sedacijo, se pravi olajšanje teh težav z določenim aplikacijo zdravil. Se pravi, ko ugotovimo, da pacient že pred kolonoskopijo lahko to ugotovimo, bo mogoče
kolonoskopija bolj zahtevna ali eventualno tudi boleča, potem takemu pacientu že a priori omogočimo sedacijo. In tudi cilj naš, in tudi mislim, da to sedaj tudi je v praksi doseženo, če je kolonoskopija boleča, ne samo, da to preiskavo prekinemo, ampak tudi omogočimo sedacijo, se pravi, lahko nadaljujemo s preiskavo, da je za pacienta znosna oziroma neboleča. Pomeni, da so določena zdravila, ki preprečujejo bolečine. Tako, ta zdravila so znana. Seveda ne potrebuje vsakdo to zdravilo, vendar določen odstotek, kot sem rekel, mogoče 10% oseb pa le potrebuje sedacijo. Kar pomeni, če je nekoga tudi zelo strah, mu najbrž to tudi omogočite. Seveda. Najpomembnejši je pogovor še pred preiskavo, pogovor med preiskavo in seveda omogočiti, da je preiskava neboleča. Se vemo, da v današnjem času pač nobena stvar ne sme biti boleča. To je že nova doktrina. Tako, jaz mislim, da je cilj svita, da seveda omogočimo preiskavo, ki bo najboljša v danem trenutku za vsakega pacienta posebej. No, seveda je treba poudariti, da pravzaprav k vam ne pride vsak, ki se vključi v program Svit, ampak pravzaprav neka velika manjšina ljudi. Tako, vemo, da je primarni presejalni test v programu Svit prikrita, se pravi ugotavljanje in testiranje na prikrito krvavitev iz prebavil. To je tako imenovani imunokemični test na prikrito krvavitev iz prebavil, ki je dokaj specifičen. In s tem testom mi selekcioniramo bolnike, oziroma ne morem reči bolnike, ampak preiskovance, in samo tisti, ki so pozitivni, se potem napotijo dodatno na kolonoskopijo. In s tem v bistvu nekako rečemo, da je ta odstotek mogoče 6% vseh pacientov. In še med temi preiskovanci večina nima neke zelo resne patologije. Vendar pa s tem ugotavljamo pa zgodnjo obliko raka in obenem v velikem številu primerov predrakave spremembe in pri endoskopiji jih enostavno odstranimo in na ta način preprečimo rast in razvoj raka. Mislim, da je potrebno tudi, da poudariva, da je program Svit namenjen zdravim ljudem. Tako, vemo, da je razvoj raka na debelem črevesu brez simptomov in ponavadi je tako, da ko pride do simptomov, je lahko že prepozno. Se pravi, tiste osebe, ki izpolnjujejo kriterije, to so zdrave osebe brez simptomov, ki so starejše od 50 let, danes smo vključili starost tudi do 75, se pravi od 50 do 75 leta starosti, se povabi k sodelovanju v programu Svit. Veste, če takole primislim iz čisto, bi rekla, neke svoje osebne zgodbe, je pravzaprav program Svit veliko darilo vsem Slovencem. Jaz mislim, da ja. In seveda iz tega, ker se z takim pregledom ugotovi in prepreči neke stvari, ki so lahko nevarne za zdravje, mislim, da je to zelo pomembno. In iz tega razloga si želimo, da se bi vsakdo, ki je povabljen v program, tudi programa udeleži. Gospod primarij, zakaj dejansko prihaja recimo pri nekaterih ljudeh do bolečin pri kolonoskopiji? Zakaj ne pri vseh recimo? Veste kaj, anatomija je zelo različna. Mi že lahko na vratih vidimo in ocenimo pri določeni osebi, a bomo imeli kakšne težave že iz konstitucije, kako je človek zgrajen. Vemo, da je pri ženskah mogoče kolonoskopija včasih bolj zahtevna. Ne samo zato, ker so veliko žensk je že bilo nekaj operirano predhodno, so za rastline, ampak tudi zaradi konstitucije. Tako da to je poglavitni razlog. Včasih, recimo pri manj verziranih kolonoskopistih, tisti, ki opravljajo manj preiskav in imajo mogoče pomanjkljivo tehniko, je tudi to mogoče razlog. Vendar v Svitu smo dosegli, da so vključeni
najboljši kolonoskopisti v Sloveniji. In obenem tudi zelo, zelo nadzorujemo kakovost kolonoskopije znotraj sveta. Verjetno tudi same aparature so se v zadnjih letih spremenile. Nedvomno, ne samo, da so boljši materiali, ampak tudi naprave same omogočajo boljšo detekcijo, boljšo lahko oceno sprememb, tako da je to nedvomno napredek. Poleg tega tudi tehnologija omogoča danes opravljanje nekaterih posegov, ki so mogoče v preteklosti bili preveč zahtevni in so zahtevali dodatno kirurško terapijo. Aha, to pomeni, da dejansko s kolonoskopijo to je tudi manjše zlo. Namesto operacije pravzaprav že ta... Tako, endoskopski posegi, čeprav imajo mogoče določeno tveganje, vendar veliko manjše kot kirurški poseg. Gre za zdravljenje, ki je lokalno, ki se v bistvu po opravljenem posegu bolnika enostavno odpusti že naslednji ali pa že isti dan po posegu domov. Glejte, nekaj se mi zdi zanimivo. Omenili ste, da recimo po konstituciji, da naj bi imele ženske več težav. Po drugi strani pa v programu Svit ravno ugotavljajo, da so ženske bolj hrabre, da se bolj vključujejo kot recimo moški. Ja, to je seveda vezano mogoče z psihologijo in razliko med moškimi in ženskami. Seveda, paradoksno je, da pri ženskah je incidenca raka nižja kot pri moških, obenem se pa jih več vključuje. In želeli bi si, da se vsaj toliko moških kot žensk vključi v program, kajti incidenca pri moških je tam 80 na 100 tisoč in je precej višja kot pri ženskah. Seveda, moški zahtevajo mogoče drugačen pristop kot ženske. Moški mogoče manj skrbijo za svoje zdravje, zanemarjajo svoje zdravje in ne mislijo na to tako, kot bi si mi to mogoče želeli. Poglejte, kolonoskopija pravzaprav vključuje marsikaj. Predvsem mora biti črevo dobro očiščeno. In se mogoče nekateri tega bojijo? No, tudi v tem delu smo mi dosegli precejšen napredek. Včasih so se pripravljali dolgotrajno z veliko količino raznih tekočin, tudi 6 in več litrov. Danes imamo sredstvo, ki je bolj učinkovito, manjša količina je potrebna, da se črevo primerno očisti. Seveda ni to idealno in ni še vedno idealnega sredstva, s katerim bi si to lahko dosegli. Ampak jaz se ponavadi pohecam in rečem, da je to najtežji del preiskave. Mogoče je res, da se pripravi, ampak to je pogoj, da je lahko preiskava uspešna, kajti tudi ne vem, kako dober endoskopist, če ne vidi, ne more biti učinkovit. Ampak to zdaj, kot ste že rekli, ni več tako hudo. Ja, bi rekel, da ne. Je potem še kakšen razlog, mogoče, ki ga vi zaznavate kot specialist, ki pač opravljate dnevno te preiskave, da se ljudje bojijo, pa da ni potrebno, da bi se bali? No, včasih je mogoče čas pomemben. V današnjem času, ko je vsaka ura zelo pomembna, se težko nekdo odpove pa reče, zdaj mu pa vzel si nekaj časa oziroma mogoče en dan za neko preiskavo, ampak glede na koristnost tega, seveda bomo rekli, da je zdravje na prvem mestu in vse ostalo je potrebno dati v mogoče drugi plan. Seveda je to težko, ko si zdrav oziroma se počutiš zdravega, nekako žrtvovati nekaj za svoje zdravje, ampak mislim, da je to prava pot. Ni drugače. Edino na ta način bomo mi dosegli, da bomo to bolezen, če ne izkoreninili, pač zmanjšali na neko znosno mejo. Glejte, nekje sem prebrala, da pravzaprav v evropskih državah, kjer imajo podobne programe, nekateri pregledujejo bistveno manj črevesa. Slovenija dejansko pregleda celotno debelo črevo. Glejte, idealno bi bilo, če bi vsakega
kolonoskopirali. Kajti vemo, da je to zlati standard, s kolonoskopijo ugotovimo vse spremembe, lahko istočasno odstranimo spremembe, vendar to je zdaj povezano z mogoče ekonomskim stanjem v določeni državi, mogoče tudi z številom endoskopistov, ki te preiskave opravljajo. Vendar danes vemo, da večina držav, tisti, ki so se za nacionalne programe za presejanje odločili, uporablja ta pristop, kot je naš. Se pravi, testiranje, primarni test je testiranje na prekrito krvavitev iz prebavil in pa sekundarno potem kolonoskopijo. Kako se zdaj posamezna država in nacionalni zdravstveni sistemi odločajo za presejanje, je zdaj druga stvar. Je tudi možnost, da se naredi samo sigmoidoskopija in na osnovi te potem totalna kolonoskopija ali kombinirane sigmoidoskopija, govorimo o delnem pregledu debelega črevesa in pa testo na prekrito krvavitev iz prebavil. Včasih so uporabljali tudi, predlagali kot presejanje CT kolonografijo, ki je danes mogoče ni več uporabna, lahko z nekimi genetskimi metodami, z DNA odkrivanjem v stolici, kar še vedno nekje se ne uporablja. Tako da ta naš program, kot ga imamo v Sloveniji, mislim, da v Evropi, tako kot je nacionalno koncipirano, za celotno državo so samo še Angleži in pa Nizozemci. In lahko se pohvalimo, da smo pač eni izmed 3 držav, kjer to lepo teče in je centralizirano z precejšnjimi uspehi. Poglejte, program SVIT je pravzaprav podrl tabu. Z bivšo, to se pravi bivšo direktorico programa SVIT, ki zdaj dela na Ministrstvu za zdravje, dr. Zakotnikovo, sva se večkrat pogovarjali, kako recimo o tem pač tam zadaj in o črevesju in o prebavi in tako naprej, kako smo se ogibali pogovoru, zdaj se pa pravzaprav že pri večeri lahko pogovarjamo. Da ni nič čudnega, če prijatelja vprašaš, ki ga povabiš, a si ti že dobil vabilo za SVIT, si se odzval, kako pa je s tabo. Recimo, da pravzaprav ta sram je najbrž tudi odigral določeno vlogo, vsaj na začetku pri vključevanju. Ampak, ko sem jaz sama upravila kolonoskopijo, to pravzaprav tako lepo teče, da nekega sramu tudi ni treba. Se absolutno s tem strinjam in vsekakor je to tudi mogoče posledica delovanja tega programa. Se smo v začetku rekli, da že 9 let teče zelo uspešno in nekako smo vložili veliko naporov v edukacijo prebivalcev, da spremenimo to mnenje. To bi, če lahko malo karikiram, avstro-ogrsko vzgojo, ta zadnja plat, o tem se ne govori, in neka sramovanje tega področja, ki je pa zelo pomembno za zdravje vsakega posameznika. Kaj ugotovite na kolonoskopiji lahko? Pri kolonoskopiji lahko ugotovimo predvsem najpogosteje, kar ugotovimo, ko nekdo pride po pozitivnem testu, so predrakave spremembe, se pravi polipi. Mi vemo, da, oziroma imamo tudi točne podatke, nekje 70% oseb, ki pride na kolonoskopijo, ima polipe. Seveda vsak polip ne bo šel v raka, mora biti pogoj, to se pravi, da so to adenomi. Tudi vsak adenom ne bo šel v raka, namreč določena življenjska doba to prečuje, ampak tisti adenomi, ki so z visoko stopnjo displazije, ti so pa lahko nevarni in predvsem neke začetne oblike raka, ki pa so pa zelo nevarne. In če mi pri kolonoskopiji to ugotovimo, to odstranimo, nekje preprečimo razvoj raka. To je najpogosteje najdba. Seveda ni vedno to razlog za težave in za pozitivno test. Najpogosteje v tej starosti pač so recimo hemoroidi, ki so zelo pogosta patologija. In vendar dokaj nedolžna. In tako, dokaj nedolžna. In tu bi rad opozoril, da pogosto nekdo krvavi in misli, da krvavi iz hemoroidov, ampak ne smemo se na to zanašati. In vedno, če je nekdo simptomatski, govorimo o opažanju krvi, ali je to sveža ali pomešana z blatom, vedno je potrebno narediti kolonoskopijo in tak
pacient ne more čakati na program SWIT, da ga povabi v program, pa da se testira, ampak taka oseba zaradi pač visokega tveganja za neko resnejšo patologijo, ki lahko stoji za hemoroidi, potrebuje kolonoskopijo. Kaj pa genetski faktor? Enako, tudi če nekdo ima v družini nekoga, ki je imel raka na debelem črevesu, pomeni, da ima višje tveganje za nastanek raka in seveda te osebe nekako si zaslužijo kolonoskopijo, ne pa nek presejalni test. Se pravi, vsakdo, ki ima sorodnika, ki v prvem kolenu, ki je zbolel za rakom na debelem črevesu, naj bi imel 10 let pred tem, se pravi pred to starostjo, kolonoskopijo ali pri 40 letih, kar je pač prej. In seveda na ta način lahko izključimo ta genetski dejavnik za nastanek raka. Koliko časa traja povprečno kolonoskopija? Kolonoskopija je lahko zelo, zelo hitra, učinkovita, se pravi, da izkušen kolonoskopist pride do konca, se pravi, do končnega dela debelega črevesa, tam, kjer je slepič, porabi mogoče 10 minut, vendar to še ni vse. Zelo pomembno je potem, ker glavnina in glavni del pregleda je tisto, kar se pregleduje ob vračanju. Pomeni vsak kotiček. Tako, vsak kotiček, čim boljši pregled, da je ta zanesljiv in na ta način izključimo možnost, da bi kaj spregledali. In ker je zelo pomembno. Namreč v programu SWIT se zavedamo, da ko mi naredimo eno kolonoskopijo in rečemo, da je izvid normalen, to mora potem 10 let tudi veljati. Zelo hudo je, če se pregled napravi mogoče površno, pa se neka sprememba potem spregleda. Čeprav moram tu omeniti, da so nekatere spremembe, ki imajo hitrejšo rast in seveda kolonoskopija, kakorkoli je natančna, učinkovita, ne more biti 100%. Še nekaj mi je bilo všeč na kolonoskopiji, namreč lahko sem na ekranu opazovala. Prvič sem se zamotila, drugič pa, glejte, kdaj imaš priložnost pravzaprav tako globoko pogledati vase? Ja, to je pač enkratna priložnost. Marsikdo to z zanimanjem gleda in seveda vsem pacientom, če je to pač njihova želja, ni problem, lahko gledajo in tudi sodelujejo in sprašujejo. Čeprav moram reči, da nekateri si pa tega ne želijo, najraje bi zaspali, pa da je tega konca. Da sploh ne vedo, kaj se dejansko dogaja. Mogoče pa ti pa rabijo sedacijo. Ampak take vrste pravzaprav popolne anestezije ne uporabljate pri kolonoskopiji ali tudi? Tudi pri zelo zahtevnih posegih, ki v bistvu mi temu rečemo operativni poseg, ko je tam potrebno nek poseg upravljati več kot 1 uro, mogoče tudi dlje. Seveda potem si želimo, da je ta pacient res miren, da je v anesteziji. Pri zelo, zelo zahtevnih posegih, ko vemo, da so lahko to zelo boleči, si tudi mogoče želimo anestezijo. Vendar to, da tako kot po nekaterih državah upravljajo sedacijo praktično 100%, pa definitivno ni potrebno, ker mi to vemo tudi iz lastnih izkušenj in tudi iz anket. Namreč vsak pacient, ki opravi kolonoskopijo v programu SWIT, dobi 1 mesec po preiskavi en vprašalnik, na katerega ni nujno, da odgovori, ampak mi vidimo, da 60% jih le odgovori in iz tega vidimo med ostalim tudi, kakšne izkušnje je imel taka oseba z kolonoskopijo in vidimo, da praktično 75% oseb pove, da to ni nič posebnega. Se pravi, le 25 mogoče od tega, kaj jaz vem, 10-15% reče, da je to mogoče boleča preiskava, ampak znosna in tam nekje 10% pa res pove, da je to preiskava zelo boleča in iz tega izhajamo, da seveda ni potrebna sedacija za vse. Za izbrane pa definitivno in to smo se zdaj na nivoju programskega sveta, programa SWIT tudi domenili, da bi tem pacientom, in to tudi izvajamo, omogočili sedacijo. Mogoče še čisto na kratko, ogromno operacij se na ta način prepreči, drži? Drži, ker mi ne samo, da preprečujemo razvoj raka, ampak ugotavljamo te spremembe v zelo zgodnji fazi
in lahko jih enostavno po endoskopski poti razrešimo in tak pacient je, kot sem že prej povedal, po posegu zdrav in lahko gre domov. Primarij Stefanovič, hvala lepa. Mislim, da sva spet odstrla kar nekaj tistih stvari, ki jih morda ljudje ali premalo poznajo. Pravzaprav mogoče uspela odpraviti nekaj res nepotrebnih strahov in predvsem, kar je tudi moja želja, pa vaša, pa najbrž vseh, ki smo kakorkoli povezani s programom Svit, da bi vendarle ljudje bolj pazili na svoje zdravje in ukrepali, dokler je še čas. Absolutno se strinjam s temi zaključnimi besedami in še enkrat povabim vse, da se programa tudi udeležijo. Hvala. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Spoštovane gospe, dragi gospodje, lahko noč, ampak nekaj bi vam položila na srce. Kot ste že verjetno opazili, midva s primarjem Stefanovičem zagotovo nimava nobenih zadržkov, lahko uporabljava katerekoli besede in zdajle bom nekaj rekla. Vsako jutro, ko greste na stranišče, poglejte svoj kakec. Srečno.